Živijo, evo, dobrodošli v tej epizodi. Danes je z mano Luka. Yes. Živijo, Luka. Hvala. Pa z nama je tukaj še papež Janez Pavel II. Sveti veliki. Ja, to je en velik namig, o čem bova govorila. Čeprav on je toliko stvari naredil, da bi lahko zdaj v resnici o čemarkoli. Ampak 5. junija, v petek 5. junija organiziramo en dogodek, na katerem bomo gostili Christopherja Westa, ki je v resnici po teologiji telesa Janeza Pavla II. Napisal oziroma naredil dodatno razlago, kogarkoli zdaj o tem govori, in bo tudi o tem govoril 5. junija. Če še nimate kart, se jih hitro zagotovite, zaradi tega, ker imamo omejeno število. Bova pa danes malo povedala, kdo je Christopher West, kako on deluje, ker ga je Luka že poslušal v živo. Milost na milost. Ja. To. Pa da malo nahajpava ljudi, da se dejansko kdorkoli lahko udeleži tega dogodka. Yes. Deva, ker tako so rekli, ti si Christopherja že poslušal v živo. Če lahko malo poveš, kdaj, pa kako, pa zakaj, pa kako je to bilo. Ja. Najprej hvala za povabilo. Evo, jaz sem se sicer upiral dejansko, ker pač to je tako velika stvar teologije telesa, tako presega moje intelektualne zmožnosti, da sicer probavam, poskušam vstopati v to, ampak hkrati me pa toliko vleče notri, da se naj se mogu niti do kraja uprtno, pa da vi ste bili tako strajni. Ampak verjetno sem napačni naslov za tale podcast zdaj. Ampak evo, tu imamo, štartamo iz revščine, iz katere smo. Res sem poslušal Christopherja Westa, malo po nesreči, ali kako ne rečem. Bil sem na Svetovnem dnevu mladih v Lizboni leta 2023. Evo, in takrat je Christopher West imel tam nekaj dogodkov, ki so bili vse totalno razprodani. Pač preveč je bilo folka, naj so vse prišli notri, tisto kino dvorano. Imel je pa tudi en dogodek samo za duhovnike, ki je bil slučajno glih v tiste cerkve, kjer smo Slovenci imeli srečanja, eno popoldne, in pač takrat ko sva videla tu se z Matevžem Mehletom, so rekla, pismo, tu moramo poslušati. Čeprav jaz v resnici iskreno moram povedati, da naj sem nič pričakoval. Pričakoval sem nekaj kao, si boste v spovednici, tu pa tu je treba reči, ali pa ne treba reči. Bodite pozorni na to, ker jaz sem dejansko dojemal, ali pa poznal teologijo telesa, sem skozi neko perspektivo spolnosti, tu, kar je v osnovi, kar je on v osnovi lansiral na začetku, dobra novica o spolnosti in zakonu, ampak top of the top. Prvo kot prvo je bilo tu res samo za duhovnike. Dejansko so preverjali celebrete, se pravi dokazili, da so res posvečen, ker tam so neke bogoslovce, si mislili notri v šulita, in so jih v talarjah, pa jih naj so spustili notri. Če naj samo celebreta, jih naj se spustili. Druga stvar, ful je bilo v resnici malo folka. Polovi, mogoče malo več, 60% cerkve je bilo na polnih, pa je velika cerkev bila, se spomnim. Tu tretja stvar, ki me je šokirala, oziroma v resnici prva stvar, ki me je nagovorila resno, da je ta tip bil že notri. Ker smo prišli notri in kdo je, jaz ga naj sem toliko poznal, niti naj sem mislil, kdo je, ali pa naj sem ga prepoznal, on je molil pred najsvetejšim, tam pred tabernaklem, pred strani, cel cajt. In najprej se je začel z neko musko, Mike Majoney, se tako moram pokazati, ki je levičar. Mike Majoney z enim komadem, nek kantautor, da začel, in on pol vstane izpred tabernakla in začne govoriti. In ta prva stvar, ki nas je nagovoril, je, se nam je zahvalil. Duhovnikom, da smo odgovorili na ta klic, da smo, kar smo. Tu je bil ta prvi vtis, ampak tako res iskren, ta človek je res strasten, on res s strastjo govori in pripričljivo govori. In me je nagovorilo, kako ta njegova ponižnost, pa on je doktor teologije, ampak ta ponižnost, da smo odgovorili na klic za Kristusom, biti Kristusovi duhovnike, tu. Tu me je ta prva stvar, ki mi je res nagovorila. Kaj je bila pa med nagovorom tisti wow moment? Torej, on je za izhodišče tega nagovora vzel, zdaj ne smem preveč povedati, razumeš, ker on se je res potrudil, da je naredil neko intimno vzdušje,
samo za nas, za duhovnike. In dejansko naj sem nekjer drugje najdu, da on razlaga teologijo telesa na tak način laikom. Tako da prav preveč ne bom razkril, ampak izšuje iz enega članka, jaz sem točno spomnil, Sijak, se mi zdi, Sijak, jaz ne znam tako angliško, da bi to dobro prevajal, od nekega monsinjorja, ki je govoril o posvetitvi, o poti preko Marije k Jezusu, tisto je mu za izhodišče, ampak je dejansko razlagal skrivnost Evharistije skozi oči zakonske podaritve, recimo. Dejansko se, ko hoče Sveto pismo spregovoriti recimo o odnosu med Bogom pa med človekom, ker to v srcu nekako teologijo telesa je to, spregovori skozi oči zakonske ljubezni. Se pravi, začne se Sveto pismo s poroko Adama in Eva, pa konča se s poroko mistično poroko Kristusa in njegove neveste Cerkve. In vse vmes je ena ogromna ljubezenska zgodba med Bogom pa med človekom, kjer Kristus na ključni točki na sredini vstopi kot ženin. Se predstavi kot ženin. In na tak način je razlagal duhovništvo, Evharistijo kot združitev ženina in neveste, Cerkve in ženina, ki je med Evharistijo, to vlogo ženina prevzame duhovnik s svojim telesom, ki ga da. Zato imamo telesa, da se podarimo preko tega na ta način. To me je nagovorilo globinsko. Kaj pa kot duhovnik se verjetno pogosto srečaš z ljudmi v stiski? Kaj pa je recimo Kristoferjevo razlaganje teologije, kako je njegovo razlaganje teologije telesa spremenilo tvoj pogled na pastoralno delo ali pa na kakšne take situacije? Zdaj, čisto neposredno težko rečem. To, kar je raje spremenilo v mene, to sporočilo, nek nov smisel duhovništva mi je dalo. Nek nov smisel, pol sem se zelo vrgel notri od 2023 v to teologijo telesa, pa tu berem, zdaj pa premišljujem, pa poslušam te podcaste. To, kar bi rekel, je prvo kot prvo en optimizem. Jaz sem celo življenje, kako sem imel, pa tudi v svetništvu, moraš vedeti, znotraj svetništva, svetniških okvirov, ko se govori o spolnosti v cerkvi, je bil recimo bek neka plemenita izbira. Pred nevarnostmi tega sodobnega sveta, od pornografije do samega poželenja, do napačnega interpretiranja spolnosti, zame kot duhovnika in redovnika, ki sem obljubil in celibat in čistost, živeti v čistosti, je bil bek ena opcija, ampak realno je bil ta srečanje z njim en odgovor na eno približno 2,5-letno iskreno iskanje. Sem na neke točke rekel, kako moraš Bog pismu nekaj tako lepega, tako močnega, tako intenzivnega, kot je spolnost, ki nas tako privlače, narediti, pa izvoljencem, tistim, ki jim na srce spregovoriš, pa jih pokličeš v duhovniško službo, pa odzeti stran. Naj me bilo jasno, kako se pa ti naj se tak Bog. In dejansko sem iskal en boljši odgovor, kot kar bek. In znotraj teologije telesa sem ga spoznal. Da moje svoje telo dam za nevesto cerkev. Sej je za nas, za redovnika mogoče za nas malo lažje, kakor samo za duhovnike, ki imamo tudi to razsežnost čistosti, obljube čistosti, neke preroškosti, nekega pričakovanja, nekega hrepenenja, ampak dejansko je treba tu hrepenenje, tu, kar nas vlajče, skrit znotraj, skrit v molitvi, v to hrepenenje. To mi je pomagalo. Nek optimizem, nek drugačen pogled, tudi na Evharistijo. Bolj je središče ratala, bolj sem začel, jaz sem drugače duhovništvo raj svoje pojmoval bolj kot neko služenje, kot neko službo, zdaj pa je ratalo tudi malo del moje identitete. Kaj pa,
ker ful velikrat ljudje mislijo, da cerkev, sploh kar se tiče spolnosti, govori samo tako, ne smeš, ali pa sploh mogoče odzunaj tako zgleda, pa tako neka pravila, pa same omejitve. Kako pa na kak način pa Kristofer to razlaga? Ja. Drugače razlaga, jaz sem se vse napisal. Ne? Ja, prvi obrat, ki ga on resnici naredi, ne, je ta pozitiven pogled na spolnost. Da je spolnost nekaj dobrega in tle mu je res ratalo. Evo, teologija telesa ni samo spolnost. Spolnost je en del telesa, a ne? Je teologija telesa in ampak je izbral načrtno, da bo najprej lansiral spolnost, da bo najprej spregovoril o spolnosti, zaradi tega, ker pač živimo v tem svetu, seks se prodaja, a ne, erotika je pač vsak jo opazi, prvi opazi, ker dejansko v ozadju je lepota, bomo prišli tudi dokaj, no, ampak hočem reči, on je izbral pač to vizijo in ne začne s tem, da je spolnost nekaj slabega, nekaj dobrega. Začne se z nekim pozitivnim, Bog je hotel spolnost, to je naredil, to je največji dar, to je sveta stvar, en od največjih daril, ki nam ga je Bog dal. Naša, on gre v hrepenenje, začne s hrepenenjem, vsako srce nosi v sebe eno globoko hrepenenje, ki ga nobena stvar in nobena oseba na tem svetu ne more zadovoljiti. Naše srce je pregloboko, da bi ga zapolnili s temi stvarmi. Ne? In tudi, če iščemo v teh stvarih, ne bomo nikdar odžejani. Kristus je tisti, ki nas odžeja. Ne? Eden od temeljnih odlomkov znotraj teologije telesa je srečanje Jezusa in Samarijanke. Mislim, da je tudi v reklami za ta dogodek, ne, sta v prsika, ker tu je globoka resnica v nas. Ne? Če bi mi poznali dar in kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, tako kot reče Jezus Samarijanke, bi nehali iskati po tem svetu. Bi bilo naše srce, bi se umirilo v Kristu in on o tem spregovori. Potem spregovori na nov način o telesu, ki je bilo v cerkvi skozi stoletja, je bilo polno herezij in zmot in nekih scen, da je telos nekaj slabega, da je telesnost nekaj umazanega. Ne, on začne drugače. Telo je tu, po čimer sem jaz prepoznan, telo je tu, po čimer se Bog razodeva. Ta fascinantnost človeškega telesa, ki je neskončno več kot vsako drugo ustvarjeno bitje na tem svetu. Človek je najbolj fascinantna ustvarjenina, predvsem tako drugače. V tem času je tu morda malo nevarno govoriti, ampak je tu resnica. Človek je največ, kar je Bog ustvaril. Najbolj kompleksno. Mi se po telesu mi izkušamo ljubezen, jo dajemo in se tudi razodeva Bog po našem telesu. Torej spet ponovno postavi telo ne v središče, ampak mu da novo vrednost. Ne? In pa hkrati poudarja, da krščanski nauk ni samo neka omejitev. Pravila morajo biti. Reka brez utrjenih bregov se razlije, imaš močvire, nič nemaš pol od zemlje, nič nemaš od vode, vse je neka majšnica, tudi močvire so čudovite. Ampak hočem reči, mokrišče, to zdaj reče. Ampak če hočemo mi od te vode kaj imeti, mora imeti utrjene bregove. Ampak so pravila v funkcije te neke večje zgodbe. Mi pašemo v več, za več smo narejeni. Premalo, prehitro se prodamo za pocajne odgovore. Sem mislila, še nadaljevala, pa ti niso hotela prehiti. Zakaj pa misliš, da Kristofer, on je recimo tudi v tem vabilu, ki ga je nam poslal, ki smo ga objavili na socialnih omrežjih, je rekel tudi tisti, ki dvomite, ateisti, tisti, ki tako v resnici vabi čist vse na ta dogodek. Nisem nek cerkven dogodek. Ja. Zato, ker je dejansko revolucionaren, drugačen pogled. Prvo kot prvo moram reči, ta človek, sem že rekel, izreden govornik. Zna nagovoriti človeka, zna odprti srce, rad dajeti vaj, da čutiti, da te ima rad, da mu je mar zate. To je ta prva stvar, ki sem ob njem začutil. Druga stvar je pa, da on govori z nekim
bolj univerzalnim jezikom. On ne govori iz neke teorije, ampak začne z izkušnjo. Začne v jeziku naših ran, naših želja, naših hrpenen, tega, kar je že v nas položeno, naših razočaranj, iz razočaranja štarta, iz upanja, ki vsak od nas je že proval ljubiti, pa iskal ljubezen na 1000 krajih, pa vsak je bil mal potočen, pa ranjen, pa razočaran v tem. In on iz nekega univerzalnega človeškega izkušnja govori. Mi iščemo, pa se ne odžejemo, dokler ne najdemo Kristusa. Zelo preprost je ta odgovor. Druga stvar je tudi, da on ne moralizira. On razume, jaz najčešće kdaj poslušali njegov podcast Ask Christopher West, z ženo ga imate na 3 vprašanja, ponovadi odgovorita. On je res tak strastni človek. On je že, ki žena bere vprašanje, oh my God, in mogoče ko me najbliže ta govorica. Meni je cool, mislim, meni je on dober, je strasten, nam vsem manjka te strasti, tega navdušenja v življenje. Vse smo neke otopeli ratali na vse možne, zdaj razlagal ali pa iskal razloga, zakaj je to tako, ampak malo več navdušenja. On je živ človek, on je živ, in že pole je iskren, pristen, on spregovori o ranah, tudi o svojih ranah, v njegovo življenje naj bilo idealno, on ga je tudi srov in biksov in se lovil, on se nič ne olepšuje stvari, in s vsakim človekom pride na en isti nivo, vsak človek, oziroma, ki ga poslušaš, rečeš, ok, wow, on o mene govori, o mojih ranah, pride na nekam tvoje srce, pride, ki te nagovori. Tu pa daje nam eno drugačno vizijo Boga. Ne vem, kako ne rečem, enega, mogoče, če praviš, da je tudi za te isto, oziroma tudi za oddaljene kristjane, oddaljen kristjan, po mojem, je pač nekdo, ki naj zaradi spoznal Kristusa. Če jaz ne verjamem v tazga Boga, ki on verjame. Jaz verjamem v drugačnega, mene je prevzel Kristus. In on govori o drugačnem, na drugačen način, o Bogu. In začne s hrepenenjem, s tem nekim najglobljim, kar je v nas, in predstavi vero oziroma nauk cerkve kot en pripomoček, da bi šli v bistvo, da bi prišli do resnice. Zato mislim. Verjetno tudi, da bi prišli k izviru, ker on ta dogodek poimenuje izvir, pa prej si že malo to povezal s Samarijanko, pa si z vsem, če bi lahko še malo. Ja, mislim, da original je The Well, The Well, Wellness. Je nekaj v tem smislu. Ampak tukaj sem nadopal, ker sem videl slovensko reklamo izvirstnikov, ok, to je še boljše. To je še boljše. Mi v Slovenci imamo dostakrat težave se z nekimi prevode ali pa kakšne svetopisemske izraze, ki se mislim napisano, kako je v 2000 letih mogel se jezik tako osiromašiti, da je neka grška beseda pa manj 300-krat več, kot 15 slovenskih stavkov. Ampak tlele je pa, se mi zdi, še boljše. The Well je vodnak, če se ne motim. Tle pa izvir, ne iz vodnjaka. Mi doskrat iz vodnjaka pijemo, pa smo osušeni, ne iz izvira. On dejansko pile do izvira. Do tega, za kar smo mi narejeni. Človeška izkušnja je taka, da se mi rodimo, pa nas krstijo, smo krščeni, potopljeni v Kristusa, imamo že vse. Pa celo življenje rabiš, da priješ to klarite varš, da na koncu priješ spet, pismo sem res. Imamo vseeno tako izkušnjo iskanja. In on gre v bistvu, da uporabi dejansko vse, kar mi smo, kar imamo, kar poznamo, kjer mi smo, on tam štarta. Tu je super. Tu je dejansko ta Kristusova logika, da te najde tam, kjer si. In od tam te polje pile naprej. On res zna ne govoriti. A bi pa recimo ti čisto vsakmu priporočil tak dogodek? Ali pa komu mogoče najbolj? Totalno. Ja, dejansko vsakmu.
Posebej mlade povabim, vse katoliška mladina je tako za mlade dajemo voditi k Kristusu. Ne vem, če se zavedamo, koliko je tu v resnici velik dogodek. Koliko je ta tip resnično revolucionar, koliko je on dejansko spremenil tok teološke misli, ne? V zadnjih 20-30 letih, kolikor deluje. Seveda Janez Pavel II, jo, prosi za nas, seveda je on ta veliki genialec. Ampak dejansko, kot se reče na začetku, Christopher West je spregovoril na razumljiv način. Janez Pavel II je za eno filozofsko mišljenje zelo kompleksno, začne to ljubezen in nespoštovanje, kaj je ljubezen in odgovornost. To je zelo kompleksna knjiga, to je izvor te teologije telesa. Ampak on pa zelo na odprt način spregovori tudi skozi neko zdajšnjo pop kulturo. Tu je njegov uporabe ta jezik, ta univerzalni jezik zdaj mladih. Ne mladih, vse razumemo, ne. Padajo zvezde, ne vem, razumeš, vse komade, muziko, vse poslušamo, naj smo izuzeti iz tega, ne. Kakor neka, ta pop kultura je kakor neka materinščina svobodnega človeka, ne. Vse se nekaj najdemo na neke točke tle skupaj, no, iz tle štarta, ne. Pesmi, ne vem, komade, filme, iz nekih, ne vem, on citira U2 ali pa, ne vem, Brucea Springsteena, sej mogoče iz te ameriške kulture, pa seveda Američani je pika, ne, ampak mislim, da nam tudi naj tok tuja ta kultura, ali pa iz filmov Matrica, najde v tem že sekularno, v tem, kar že je, v čemer že mi smo, on da neko drugo, pravi malo sem druga, no, recimo Dagny, ne, Love You Like That, tako se jo pozna, ne poznaš, verjetno, pa kaj pa vam. Neka pop disco pevka, norveška, ne. Če narediš samo malo twista, rečeš, ok, kaj pa če ona tu Jezusu poje? To rata to totalno euharistični komad, razumeš? In on tu dajla. Vzame eno stvar, ki jo že poznaš, pa je čist mal drugačen pogled te pokaže, mal drugačen, kaj pa če bilo, evo tega, pokaže, da je tu hrepenenje že v nas, da si mi želimo tega, ker drugače se ne moremo. Bog je v nas že položil, je že ustvaril človeško srce tako, da živi z njim, da biva z njim, da brez njega smo mi pač neke bluzatorje na tem svetu. Ja, pa njegova predavanja ponavadi niso sam teorija ali pa molitev ali pa koncert, ampak tak pač res orenko z duše, menda. Ja, tu ne morem reči, ki še ne sem bil. Bil sem, ne. Ja, no dejansko, jaz z Mike Mangione je ta kantautor, ki je, prek njega sem jaz bistven noter, vse Bog je fenomenalen. Jaz drugače sem navdušen nad kitarami v vseh možnih scenah, ne. Pač kitarska muzika, karkoli je s kitarami. In je bil ta tip tam, se zelo, pač neko drago, ampak zelo dobro kitaro. Že kitara me je zanimala, ampak on imel navadno kitaro, pa levičar je na glavo obrneno, ne. Špirit, tu me je fascinantno. Tukaj jaz sem dobro pristopil do tega Mangioneja, pa tam, s tem moja angliščina, English very good, ne. Ampak smo se takoj zaštekali, ne. In potem smo se skupaj, mi 4 duhovniki, ki smo bili tam v Lizboni, smo šli še do Christopherja Westa, že takrat se je začel ta pogovor, da bi prišli. Najprej smo mislili, mogoče, ne vem, da bi ga pripeljali na stično mladih, ne, ampak ne vem, preveč stično mladih je preveč kompleksen dogodek, treba je bolj fokus narediti, ne. In sem srečen, da je v teh 3 letih, odkar smo se srečali, pač prišlo do tega dogodka duel oziroma tega izvira, ki se je oblikoval, ja, ne vem, srečen pika sem. Hashtag nekaj, ja. Kaj pa če recimo zdaj nekdo okleva, pa ne ve čist, a bi šel ali ne bi šel, pa a je to res nekaj za njega ali ni? Ne oklevati. Ne, mislim, tu bom rekel, premalo se mislim, da se tudi mi tle na katoliškem ljudini sploh ne zavedamo, koliko je to v resnici velika stvar, koliko nas to presega. Ampak kraj sem izročam v molitev
da bi vse, ki boste slišali ta podcast, da bi slišali to iskreno povabilo, da Christopher West res lahko da en odgovor, en resen, konkreten odgovor, ki nas ne bo prevaral, ki res odgovarja na globoko hrepenenje, ki je v vseh nas in ga nobeden razen Kristus ne more zapolniti. Pika, mi smo narejeni tako, je neko majstvo, ki ga ne bo noben drug, kot sem Kristus. Evo, tukaj sem Marjanka, če bi vedela, ta zgodba je tako fascinantna, ona pride v svoje hranah, v svoje sramote, opoldne, ker ni noben naj hodil opoldne po to vodo, evo je prišla k vodnjaku zajemati, in Kristus se tam čaka, v The Chosen, v te serije, tukaj lepo na koncu pravi, pa kako da si bil ti tlele, on je rekel, tebe sem čakal, to je to ganljivo, Kristus res išče. In na koncu, Janez, mislim, da je v 14. vrstice, čist mimo grede omeni, in pustila je vrč tam in tekla v mesto. Ona je prišla zajemati vodo, Kristus je tam sedel pa prosil, da me da piti, ona ni zajela na koncu in Kristus ni pil. Ampak to srečanje njuno, to spoznanje je bilo, jo je odžejelo. Ona ne bila več žejna in Kristus ne bi več žejna, oba sta se odžejela. In k temu nas povabim. Pridite potešiti svojo žejo. Kaj pa čisto za konc ena misel, ki tebi od Kristoferja najbolj ne pripomore, ampak ki ti najbolj odmeva v življenju mogoče? Ja, mene najbolj nagovarja stay in the ache. Ostani v bolečini, ostani v stiski. Dejansko, kolikor je to lepo sporočilo, pa globoko, pa zares. On ne izključuje trpljenje, on v bistvu štarta iz križa. Kolikor je tu morilsko orodje, je bilo na križe tudi naše odrešenje pridobljeno. In on, mi dostkrat pridemo v stisko in iščemo neke lahke izhode ven. On pa dejansko govori, treba je ostati v bolečine, treba je ostati na križu, držati se križa. V enem podcastu tako dobro govori, je rekel, postav se v križ, v to formo križa, pa zdrži. In to je mene večkrat rešilo, tako bom rekel, čisto konkretno. Večkrat rešilo v stiskah, v skušnjavah, v preprosto iskanju smisla zdržati. Ne olepšuje stvari, ne olepšuje. Life je na hard, kaj že pravijo, hard life, great people. Življenje je težko, ampak nobena velika stvar v življenju najlahka. In tu se me dopade, da ne olepšuje stvari, da povaja, da je težko, ampak da se splača zdržati. On pokaže tudi pot, da je lepota tudi skozi trpljenje, oziroma tudi skozi ta suffer, je ena čudovita pot. Stay in the ache, ostani v bolečini, ne stopiti s križa, če te pripelje do križa, ne id dole, križ je milost, križ je odrešenje. Evo to. Ja, hvala za tale pogovor. Ja, hvala. Zdaj mene nagovorilo, tako da mislim, da bo šla. 5. junija se vidimo. Junija. Ja, petek 5. junija. Ja, ob 7. zvečer. V Zavodu Svetega Stanislava. Kart je še neki, ampak jih pa ni več ful velik, tako da pohite, kupite svojo, bo v spodaj link. Pa se vidimo takrat. Christopher West, Teologija telesa in celo občestvo. Dobrodošli.